lepo bi pozdravila še enkrat vse, ki ste se nam pridružili, še posebej naše govornike, pa bi zdaj mogoče za začetek kar prosila Petra Tomažiča, generalnega tajnika Slovenske Karitas, tudi enega od idejnih pobudnikov akcije 40 dni brez alkohola, da nas pozdravi, pa mogoče kakšno misel deli. Ja, lep pozdrav vsem, veseli me, da se je zbralo toliko ljudi in še posebej iz različnih področij. Kot veste, se tudi z akcijo 40 dni brez alkohola nekako trudimo že vsa ta leta, praktično 15 let, da bi nekako povezali vsa tri ključna področja, to se pravi zdravstvo, socialo in promet, pri problematiki alkohola, ker alkohol ima seveda več vidikov in več vzrokov in več posledic in samo kot celota ga lahko jemljemo. Še posebej pa smo veseli, tudi povezave med nevladnim sektorjem pa med inštitucijam javnim, ker se mi zdi, da skupaj smo seveda čisto jasen glas, da alkohol je problem v Sloveniji, čeprav si želimo zatiskati oči, in pa na drugi strani, da so tudi rešitve. To se pravi, ni neko brezizhodna situacija, zato imamo tudi seveda rešitve. In tukaj seveda smo veseli projekta SOPA, s katerim smo v zadnjih letih iskali tudi rešitve, neke sistemske rešitve, ki bi mogoče lahko v bodočnosti reševale predvsem tisti spekter ljudi, ki imajo težave z alkoholom, ki ni še na vrhu ledene gore, ki niso še alkoholiki, ki se lahko še sami odločijo, ki lahko z nekim majhnim našim inputom spremenijo način življenja. In seveda želimo si, da bi tak sistemski pristop se nadaljeval tudi v prihodnosti. Pomembno je tukaj zaupanje med nami. To se pravi, tudi ti odnosi, ki jih vzpostavljamo, zdravnik, socialni delavec, pač prostovoljc na neki lokalni enoti, tako da lahko ljudi pošljemo k osebi, ki jih zaupamo, ga ne pošiljamo od vrat do vrat, vemo, da bo nekdo z njim nekaj naredil, mu nekaj ponudil in da bomo skupaj pomagali temu človeku, da pride iz stiske. Tudi na Karitas seveda se srečujemo s to problematiko in zaradi tega se tudi vključujemo, ker imamo skoraj tretjino uporabnikov, ki imajo tako ali drugače resne težave v duševnem zdravju, z zasvojenostjo in podobno, in velikokrat ne veš, kaj je vzrok, kaj je posledica in tako naprej. Nenazadnje pa je pomembno tudi to, da vsemi našimi aktivnostmi dajemo tudi glas svojcem, tistim, ki pač morajo poskrbeti zase, za svoje bližnje, morajo postaviti tudi meje in tudi glasno povedati in si tudi upati povedati in si pomagati. In mislim, da vsemi temi akcijami, projekti nagovarjamo tudi svojce in jim dajemo glas in moč. Današnji naslov je seveda pomenljiv, vsi skupaj smo mreža, lahko si predstavljamo tisto gasilsko mrežo v filmih, kjer lahko padeš iz tretjega nadstropja, pa se ne poškoduješ, in mi pa v bistvu ujamemo ljudi, ki padajo v kvaliteti življenja, ki padajo v odnosih k zdravju, v različnih fazah, in trudimo se, da bi jih ujeli čim prej. S tem dogodkom tudi nekako zaključujemo akcijo 40 dni brez alkohola letošnjo, ki se bo seveda nadaljevala s prizadevanji drugih nevladnih organizacij in pa javnih inštitucij v različnih kampanjah in tako naprej preko celega leta. In je zelo lepo, ker se nekako kar sledimo drug drugemu do novega leta in ves čas opozarjamo na to. In pomembno je seveda tudi, da se stvari in naša prizadevanja ne zaključijo z enim projektom ali pa z eno akcijo, ampak da cel let delamo na temu. Hvala za vse, ki boste prispevali danes vsebino z različnih vidikov in seveda verjamem, da se bomo obogatili drug drugega in povezali in še malo stkali to zaupanje pa povezanost tako na človeškem kot na strokovnem področju. Hvala. Kaj nas danes čaka? V bistvu smo pripravili 3 prispevke, 2 strokovna. Povabili smo, da nam predstavijo projekt SOPA, ki je verjetno eden
boljših sistemskih pristopov, ki smo jim bili priča v zadnjem času. Tako da bo zdaj nadaljevala svojo predstavitvijo magister Tadeja Hočevar, vodja projekta SOPA. Tadeja, kaj? Pozdravljeni, jaz bi želela deliti, ampak host disabled participant screen sharing. Tako da tam prosim, če lahko. Zdaj še enkrat, ni še. Ja, zdaj pa bom. Trenutek. Se že vidi? Samo preverjam. Se vidi je na celem ekranu zdaj pri vas? Zaenkrat še ne. Ok. Display setting, zdaj pa bo. Zdaj pa je? Tako je. Ja, ok, hvala lepa. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zelo sem vesela, da sodelujemo, da smo lahko podprli pri organizaciji tega dogodka, sploh v teh časih, ko se mogoče, torej vsi vidimo, koliko se upravičeno so vsi fokusi usmerjeni v epidemiji, ampak ne smemo pozabljati, da je posledica problema tudi težave z alkoholom, ki pa v Sloveniji ostajajo in kot bomo videli v nadaljevanju, se tudi ne manjšajo, ampak kvečjemu obratno del. Jaz bi na kratko predstavila projekt SOPA. Gre za interdisciplinarni pristop zamejevanja alkoholne problematike, ki smo ga vzpostavili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Traja od leta 2016, seveda ima temelje in osnove že leta nazaj, v tej obliki pa torej od leta 2016 in predvidoma se letos tudi zaključi. Ideja tega projekta je, da se po samem zaključku projekta in na podlagi naših strokovnih predlog političnim odločevalcem oziroma Ministrstvu za zdravje, slej ko prej upamo, da čim prej pripravi in omogoči in vzpostavi rešitev, ki kot kažejo naše trenutne, sicer še nedokončne evalvacije, kaže kot zelo učinkovita. Mogoče samo na kratko, saj tukaj zbrani se vsi zavedamo bremena alkohola, ampak nič napačno, če mogoče kratko vsem še osvežim majčkeno tudi z vidika statistike, kakšno pač je breme alkohola v Sloveniji. Evropa kot svetovna regija ima najvišjo porabo alkohola na svetu in znotraj nje je Slovenija nad povprečjem po porabi in pa tudi umrljivosti zaradi alkohola. To se med drugim kaže tudi v teh podatkih, če jih samo nekaj izpostavim, in sicer skoraj vsak drugi prebivalec odrasli Slovenije pije čez z vidika zdravja še sprejemljive meje ali pa se je v zadnjem letu visoko tvegano opil. Alkohol terja vsaj 2 smrti in 10 novih hospitalizacij na dan v Sloveniji. Kot kažejo naše raziskave, naša raziskava oziroma ocena ekonomskega bremena pa kaže, da je ocena stroškov povezanih s pitjem alkohola, to zdaj za povprečje 2012 do 2016, 147 milijonov evrov letno, če prištejemo še prometne nezgode, nasilje v družini in pa druga kriminalna dejanja, pa pridemo skoraj na, torej praktično na 1/4 milijarde evrov letno. Se pravi, ne samo z vidika zdravja človeka, ampak tudi, kar zanima predvsem politiko, državo, tudi ekonomsko breme se ne splača, torej je veliko in se v nobenem smislu ne splača, če vidimo, da na drugi strani pa za trošarine, se pravi ta davek, ki se dobi od prodaje alkoholnih pijač in ki naj bi se vstopil v preventivne programe, se pravi to, da se potem proba škoda, ki jo alkohol prenaša, nekako popraviti. Če tako rečem, je pa več kot pol manjša, se pravi 103 milijone evrov na leto. V času epidemije COVID imamo trenutno sicer samo neke parcialne, necelovite podatke, ki lahko služijo za neko orientacijo in ki vendar kaže na to, da to ostaja in je, se pravi, alkohol
velika težava in skrb vzbujajoča prisotnost v naši realnosti. Pri anketi, ki smo jo izvedli z deležniki, se pravi vsemi aktivno sodelujočimi v našem projektu, je 40% teh, ki so odgovarjali, poročali, da pri svojih pacientih, če so to zdravstveni delavci ali pa uporabnikih, če so to strokovni delavci na centrih za socialno delo ali pa nevladnih organizacijah in drugi, ki delajo v skupnostih, ki so bile vključene v projekt SOPA, opažajo, torej kar 40 njih poroča, da opaža več težav z alkoholom pri uporabnikih ali pacientih, skoraj 30%, se pravi skoraj tretjina, pa da več tovrstnih težav opaža tudi v svojem bližnjem okolju, bodisi med sodelavci, prijatelji ali pa domačem okolju. Na inštitutu poteka tudi fazna raziskava, tako imenovana PANDA-SI, katere podatki kažejo, da je v času epidemije 11, odvisno od meseca oziroma kdaj je bilo to izmerjeno, do skoraj 14%, torej v raziskavo vključenih odraslih ljudi v Sloveniji pilo več alkohola kot pred epidemijo. Zdaj ta podatek sicer, oziroma iz tega ven ne vidimo, pa tudi koliko je pa morda ljudi opustilo v tem času alkohola, ampak ne glede na to, mislim, da je ta podatek tudi sam na sebi dovolj zgovoren in alarmanten. No, po podatkih Agencije za varnost v prometu pa vidimo, da tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč v letu 2020 znašal 37%, kar je 6% več kot v letu 2019. Četudi je sicer prometnih nezgod takih, suma sumarum v prometu 2020 do manj, verjetno tudi zaradi vseh ukrepov in omejitev gibanja. Ja, nimamo pa podatka in to je pa tisto, kar bo tudi v nadaljevanju v večji meri predstavljeno, ta fokus na to, kakšne so posledice alkohola v času epidemije COVID, še posebej z vidika družinskega življenja oziroma konfliktov, nasilja v družini, duševnega zdravja oseb, ki imajo težave z alkoholom in seveda vseh bližnjih in tistih, s katerimi se srečujejo. Zdaj, še na kratko bi tu o učinkovitosti celovite alkoholne politike, alkoholna politika kot izraz, ki ga uporabljamo za prizadevanja za zamejitev alkoholne problematike. Nekako v osnovi sta dva stebra ukrepov, tako imenovani represivni ali pa bolj ukrepi omejevanja, recimo dostopnosti alkohola, bodisi fizične, bodisi finančne, kot je tudi tukaj naveden, pa razna druga omejevanja, na primer omejevanje oglaševanja, ki so dokazano učinkoviti in jih politike tudi zelo priporočajo. No, na drugi strani so pa ukrepi recimo opolnomočenja ljudi ali pa članov skupnosti. In tukaj, če se mi bo tale graf prikazal, če mi ne bo prejle, evo je pa graf, kjer kaže, da je, kadar se lotevamo, pa se itak to ne velja samo za alkoholno politiko ali pa alkohol kot dejavnik tveganja, ampak tudi kje drugje, da je najbolj učinkovito takrat, kadar z združenimi močmi, z različnih nivojev, z različnimi ukrepi naslavljamo alkoholno problematiko in tukaj le kaže tale vir Svetovne zdravstvene organizacije, kako več, ko jih damo skupaj ukrepov, bo učinkovito in manj možnosti, da bodo posamični ukrepi izzveneli s časoma, kar sicer se zgodi. No in med temi ukrepi so tudi ti ukrepi, ki jih bom v nadaljevanju na kratko predstavila. Predtem bi pa še nekaj o ciljih našega pristopa. Kot prvo smo želeli vzpostaviti sodelovanje različnih strok področij za reševanje alkoholne problematike, ker kot je bilo danes že izpostavljeno, samo tako lahko kaj učinkovitega pač naredimo. Pri čemer smo mogli začeti s tem, da smo najprej okrepili že obstoječe kapacitete z posameznih področij in pa izgradili nove, ker smo tukaj še zelo omejeni. Zdaj s tem projektom je dejstvo, da smo to veliko naredili, čeprav imamo še zelo veliko pred seboj za narediti. Ko smo razvili ta pristop, smo ga želeli in smo tudi ga, nekatere aktivnosti še potekajo, pilotirali, se pravi poskusno probali izvesti v 18 tako imenovanih lokalnih okoljih po Sloveniji.
v nadaljevanju bo tudi zemljevid s temi lokalnimi okolji prikazan. In pa seveda ključno za to, da to ne ostane na končni fazi samo en projekt, ker če tudi je dobro zastavljen in ima dobre rezultate, kot bomo videli, da je to samo neka pol kljukica pa zgodba zaključena in gremo na nek drug dejavnik tveganja, nujno seveda predlog za vzpostavitev pristopa na sistemski ravni in pa sodelovanje zelo kontinuirano ves čas delovanja projekta s političnimi odločevalci. No, to so konkretni koraki ali pa cilji, nekako cilja pod črto, sta pa seveda ta, da tudi s tem projektom, tudi s tem pristopom, ki se na nacionalni ravni odvija, prispevati k temu, da je med prebivalci Slovenije manj pitja alkohola in pa zelo, zelo, zelo pomembno detabuizacija in destigmatizacija z alkoholom povezanih težav, s čimer res se mi zdi, da pionirji na tem področju je res Slovenska Karitas oziroma z akcijo 40 dni brez alkohola, na katero smo se tudi mi, ko smo projekt snovali, v vidiku, kjer gre za promocijo, zelo lahko in smo zelo veseli, da smo to lahko naredili, naslonili na to, kar je že obstoječe, ker res odlično funkcionira. No, in zdaj, kdo in na kakšen način sodeluje v tem interdisciplinarnem, medsektorskem tudi pristopu. V osnovi gre za to, da smo želeli spet povezati, kar je nekdaj že bilo pred osamosvojitvijo pa pred varovanjem podatkov, v večji meri povezati in vzpostaviti sodelovanje bolj neposredno in fleksibilno med zdravstvenim in socialnim sektorjem, zdaj zelo namečkan, nevladnim sektorjem, policijo, občinami, mediji, ki tudi kot zelo pomembni lahko prispevajo k temu, da se nekaj pač učinkovito zameji. Ne vem, če se vidi tukaj spodaj zelo dobro, ampak želeli smo in delujemo na vseh nivojih, tako na lokalnem kot regionalnem in nacionalnem. Tukaj so izpostavljeni sektorji oziroma področja od stroke do nevladnih organizacij, medijev, političnih odločevalcev in pa samih članov skupnosti, pri čemer smo nekako osrednje aktivnosti dali v zdravstveni in pa socialni sektor, z centri za socialno delo in pa primarna zdravstvena raven zdravstvenih domov in pa zelo, zelo pomembno nevladne organizacije za vključenost različnih vrst. In v teh med drugim sodelujemo tudi Slovensko Karitas kot predstavnikom verske skupnosti, ki ima širok domet. Osrednjih je 5 ukrepov v projektu SOPA, kot so tukaj navedeni, 3 kratkega ukrepa in pa 2, jaz jima rečem, satelita, ki sta pa tudi nekako podčrtna v resnici ukrepa, ki sta nujna, no, pa bom kar na kratko predstavila vsakega od teh, tako da bi imeli eno predstavo o tem, kaj ta pristop pomeni z vidika vključenih ljudi, akterjev. Kratki ukrep 1, ta U1 je pač kratica, je mišljeno kot ukrep, ki ga izvede zdravstveni delavec ali zdravnik družinske medicine ali pa medicine dela prometa športa ali pa diplomirana medicinska sestra, bodisi pri zdravniku družinske medicine ali pa v patronažnem varstvu ali pa izvajalci preventivnih programov, teh programov, ki so v vsakem zdravstvenem domu načeloma v Sloveniji, in sicer to so v okviru teh enot znotraj zdravstvenih domov, ki se reče zdravstveno-vzgojni centri oziroma centri za krepitev zdravja. No, ideja tega ukrepa je, da kot človek, pacient ali pa pač uporabnik na centru za socialno delo pride k strokovnjaku zaradi katerekoli stvari že, da je strokovnjak pozoren in majčkeno pogleda, kako je tudi glede pitja alkohola. Se pravi, presajanje oziroma odkrivanje, kakšna pa je kratica tvegano in škodljivo pitje alkohola, da pogledata torej, kako je s tem, mimogrede v narekovajih, in da če se ugotovi, da gre za tvegano in škodljivo pitje alkohola ali pa celo, torej če je sum na sindrom odvisnosti od alkohola, se usmeri pacienta oziroma uporabnika naprej. Če pa še ni tako močno izraženo,
pa se dogovorite za 5x po 15 minut, lahko je malo manj ali pa več, srečanj in trajanje, to je nekako okvir, zato, da se posebej in v miru lahko posvetite temu, kako bi se v bistvu lotila, kako bi se pacient oziroma uporabnik lotil, torej dopustil to čezmerno pitje. In pa potem naknadnega spremljanja, mi smo to v okviru projekta zaenkrat naredili 6 mesecev, da nam je pač to dopuščalo, sicer je ideja po 1 letu, pa tudi še po 5. In pa, ne vem, če sem prej izpostavila, prav na tem mestu, kot vidimo na desni strani, so ti omenjeni profili, ki sem jih prej omenila, pa seveda strokovni delavci na centrih za socialno delo. Ta ukrep smo pilotirali v 18 tukaj navedenih lokalnih okoljih po Sloveniji. Seveda smo predtem morali te strokovne profile, ki so bili prej navedeni, tudi ustrezno usposobiti. Zagotavljali smo tudi mesečna posvetovanja, kjer smo predebatirali pač mesečne aktivnosti in probali nuditi podporo pri tem strani NIJZ, vsebinskega koordinatorja, posamezni območni enoti. Vzpostavili smo tudi lokalne mreže in pa regijske mreže, ravno zaradi tega pretoka informacij, tako na lokalni ravni med različnimi temi profili, pa na regijski, kot tudi zato, da so se te informacije z terena ves čas na lokalni ravni prenašale na regijske in tudi potem do nas, tako da smo res želeli to čim bolj okrepiti. Potem druga različica tega ukrepa je krajša, je kratki ukrep 2. Tukaj gre pa za to, da strokovnjaki, in tukaj smo se omejili na desno izpisane specialnosti oziroma področja zdravstvenega sektorja, kjer gre princip je spet isti, da ko pacient pride zaradi katerekoli stvari pač že k zdravniku, da je ta pozoren, ker do zdaj pač niso bili v dovoljšni meri ali pa sploh ne, tudi na vidik pitja alkohola, tako kakor se meri krvni tlak, da se pogleda tudi, kako je glede pitja alkohola. In da potem pravzaprav po istem principu, tam ne vidim, da je škratek, pri točki 2 ni 5x15 minut, ampak 1x3 do 5 minut. Se pravi, da če malo pogleda, kako je, na kratko svetuje, tudi tukaj je bilo to usposabljanje, kako to narediti. Vemo, da je pitje alkohola lahko nekoliko manj, lahko hitro ni nevtralna tema, tako da smo veliko poudarka dali na to, kako komunicirati te stvari strani strokovnjaka. In pa zato... Ja? Jaz lahko se malo prekinem. Zelo zanimivo, zelo obširno ste zastavili vašo predstavitev. Sem pozna, bi skrajšala? Ja, če bi lahko, zaradi tega, ker bomo še imeli v nadaljevanju konkretno, kaj pomeni v praksi to delo, mogoče, če je še kaj pomembnega, drugače pa, da potem kar gremo na gospo iz zdravstvenega doma, da bi nam predstavila Tatjano Lekšan. No, prav, vse je tako. Posebej ranljive smo prek NVO-ja, bom jaz tu pol minute, če je še možno. Še tretji, kjer sem želela predstaviti, da tudi nevladne organizacije in da to posebej pozdravljamo, da je tukaj prav nevladnim namenjen, ker res bistveno prispevajo in tudi tukaj do našega projekta, pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, da smo tudi delavnice naredili, ker vemo, da so odnosi lahko varovalni dejavnik pri alkoholu, lahko je pa alkohol kot dejavnik tveganja za zdrave odnose. In da smo to tudi spilotirali, da smo pripravili tudi priporočila s 4 bistvenimi sporočili, napotili za predstavniki medijev na desni strani izpisane, in pa, da smo zaenkrat, in to je tudi na spletni strani, se je dol izpisano, sam se ne vidi, vir, tudi bili zelo uspešni in nam govorijo 50.000 ljudi, skoraj 1000 ljudi opustilo čezmerno pitje alkohola, če izpostavim samo najpomembnejša 2 rezultata, in tole, kar je spodaj izpisano, je naš temeljen cilj in mislim, da smo tudi bistveno k temu prispevali. In tukaj na koncu samo še tile viri pomoči. Jaz bi predvsem ob tistih spletnih straneh apelirala tudi oziroma spodbudila, da se širi tale telefonska 0805100, brezplačna anonimna, za sicer širše mišljeno psihološko pomoč v času epidemije. To je pa to, hvala za pozornost, se opravičujem, da sem bila dolga,
in seveda predajam besedo naprej. Zelo zanimivo, z veseljem bi bilo še vredno poslušati. Upam, da bo še kakšna priložnost. Bi pa zdaj k besedi povabila gospod Tatjano Lekšan iz Zdravstvenega doma Ljubljana, ki je sodelovala kot izvajalka v projektu SOPA in ima tudi primer dobre prakse, primere dobre prakse, ki so se dogajali po zdravstvenih domovih. Tako da lepo pozdravljeni, Tatjana. Dober dan, upam, da se mi je slišati. Nekoliko slabše se vas sliši? Ja, je v redu? Zdaj? Bo boljš, ja. Dobro. Jaz sem diplomirana medicinska sestra, delam v ambulanti družinske medicine in sem se udeležila tega usposabljanja, ker se mi zdi, da v Sloveniji premalo govorimo, kljub vsej tej medijski propagandi, če tako rečem, je še vedno veliko propagande za alkohol, ne proti alkoholu. In zdi se mi, da smo zdravstveni delavci mnogokrat zelo šibki pri pogovoru, kako se sploh navezati na to temo, ker nam je nerodno, ker se nam zdi, da bi mogli biti mi vedno skoraj abstinenti, da bi se lahko udeležili pogovora, če tako rečem. In tudi to mora vsak pri sebi nekako preseči, da se lahko na spoštljiv način pogovarja o alkoholu, nikogar ne obsoja, ker se mi zdi, da je tista bistvena stvar, ker vedno, ko se začnemo pogovarjati o nekih takih zadevah, imamo občutek, da nekoga obsodimo. In na kakšen način se pogovarjati, kako človeka pripraviti sploh do tega, da bo odkrito spregovoril o svojih težavah, za katere meni, da niso težave, kako ga ozavestiti, da je težava. Če recimo vsak dan po službi gre s prijatelji na 1 do 2 piva, vmes še kakšnega kratkega, tako da glih malo splakne, zobe, kot pravijo, potem recimo imela sem veliko pogovorov, veliko ljudi sem vprašala, ker pri svojem delu, ne bo to preventivnem pregledu ali kurativnem pregledu, vedno vprašamo o pitju alkohola. In tako potem recimo s tem prepoznamo nekako težave in kot sem že rekla, mnogi ljudje to zanikajo. To ni nič posebenega, če grem. Potem recimo imela sem en tak primer, ko je gospod prišel k meni, ima otroke, pravi, da po službi grejo s prijatelji na 1 do 2 pive, odvisno koliko časa ima, kdaj se mu služba zaključi. Potem pa po službi pelje otroke na trening in ko čaka na trening, kam pa hoče on iti. In gre s prijatelji spet, ker je več kolegov, ki tudi pripeljejo svoje otroke na trening, grejo v gostilno, v bife in tam popijajo med pogovorom še 1, 2, 3 pive. Vsi to pivo sploh ni alkohol, pivo je malo tako za žejo. In ko sem ga sprašala, kaj pa otroci vam zdaj rečejo, ko vas vidijo, koliko spijete? Ja, vprašajo. In kaj odgovorite? Ja, saj to ni nič kaj takega. To se reče, za svojim življenjem dajmo otrokom vedeti, svojim ravnanjem, da pitje, recimo piva ali pa to ni nič kaj posebenega. In sem rekla, kaj pa potem, ko greste domov, a se vam ne zdi, da je recimo 5 pivov, toliko alkohola, da pa je že vprašanje, če vas ustavijo policaji, Kaj boste pa takrat rekli? Oziroma, sem rekla, dobro, policaji so nekaj, kazen je nekaj, udari nas po žepu, ampak varnost otrok. In ko sem to začela se pogovarjati, takrat je on umolknil in recimo jaz sem začutila, da moram se malo umakniti, ker drugače, če bom še nadaljevala, je možno, da se mi bo zaprl in ne bo z mano se več pogovarjal. In potem sem ga vprašala, a se bova lahko še kdaj pogovarjali tam. Predstavila sem mu ta projekt, kaj želimo, cilje in malo je takole gledal pa rekel, no dobro, se mi je že žena nekaj povedala o temu, ker sem pa gospod, ki je tudi naša pacientka imela pred njim malo, in je rekel, se bom vključil, ampak vam povem, jaz imam zdaj čez nekaj časa rojsten dan in za rojsten dan gremo s prijatelji nekam in takrat ne obljubim, da bom pridela.
Vse v redu, gospod, lejte, nisem ga nič grajala, vse v redu. Kolikor boste lahko, vesela bom, pohvalila vas bom, tudi če boste rekel, namesto 3 pivov sem pa spil samo 2 piva. Super, dober začetek, ne? No, in ko je prišel potem, večkrat sva se videla, vsako ražo, ko je prišel, enkrat je rekel, danes, zdaj nisem bil priden, veste, 2krat sem ga pa res malo pokronal, ampak, veste, takrat za rojsten dan pa nisem toliko spil, kot bi drugače spil, če se ne bi z vami to pogovarjal. In moram reči, da mi je bilo lepo. Sem rekel, ja, super, krasno. No, in pol, ko sva spet se videla enkrat, je rekel, a me boste spet kaj vprašala? Sem rekel, čakam, lahko mi tudi vi sami poveste, ne? Da vas vedno jaz ne vprašam. Pa je rekel, ja, veste, sem zdržal, nisem spil, tudi s kolegi, ko gremo, sem rekel, ne bom več to pil. Brez smisla, zakaj pa da bi? Namesto tega bom spil pa en sok, je rekel, ali pa eno kavo. Vse eno. V družbi sem, je rekel, in potem sem še malo kakšnega kolega tako malo zbodel, da se je tudi on malo zamislil, a tudi on mora to piti ali ne. In ko sva končala, ko sva zaključila to 5 srečanj, kot je predvideno v tem projektu, ko sva na koncu naredila ta vprašalnik, je bil že v tem, da ni več prekomerno pil, ampak je zmerno pil. Še vedno je popil kakšno pivo, vendar to ni bilo vsak dan, ni bilo večkrat na dan. In v bistvu pivo ni bilo nekaj, kar je samo umevno, ampak je bila res nagrada, ne vem, če je res ful nekaj delal, je rekel, jaz sem pa športov, eno pivo sem si pa privoščil, da sem malo energije dobil. V redu, ampak tudi namesto piva bi kakšna druga stvar se lahko dobila, ne? Pa je rekel, ja, ampak veste, abstinent pa ne bom postal, to sem vam pa že prej rekel. Sem rekel, v redu, gospod, se ne želimo abstinentov, da bi mogli abstinent biti, ne? Ampak to, da ljudje spoznajo, da tudi brez alkohola v družbi lahko se veseliš, si lahko dobre volje, ni vedno potreben alkohol, da sploh greš v družbo, ne? Ti greš v družbo tudi brez alkohola lahko. No, in nažalost je zdaj ta korona čas, ko je nas tudi iz referenčnih ambulant, kot jim rečemo, premestil na druga delovišča, ko moramo biti na drugih mestih delati, smo malo odmaknjeni, tako da zdaj z gospodom recimo 1 leto se nisem videla, zdaj ga bom spet povabila. Jaz upam, da je ostal na tej poti, da kljub tem časih, ker so težki za vse, ni posegel zopet po alkoholu. Tudi žena je bila zelo zadovoljna, je rekla, veste, mnogokrat sem mu očitala to, da je prišel domov, pa da sem ga čutila, da je že pil, pa sem mu rekla, kako boš peljal otroke na to, pa sva se skregala, ker kaj tebe briga, kako jih bom peljal, saj so bili tako moji otroci. Je rekla, ampak takrat, ne vem, če si tiho, se ti zdi, da ni prav, če nekaj rečeš, lahko še kaj drugega pade, še kakšne druge težke besede. In besede, ko jih izrečeš, so izrečene in nazaj jih ne moreš več vzeti, ne. In krhajo naše odnose in je to, se mi zdi, en velik problem, ne samo zaradi alkohola, tudi zaradi mnogih drugih stvari, ne. Zdaj, mene je to, ko sem sodelovala v tem projektu SOPA, res obogatilo tudi na ta način, da sem lažje vodila pogovor, da mi ni bilo toliko težko se spregovoriti besedo temu, ne. In da ne obmolkneš, ko ti nekdo nekaj reče, jaz pa to pijem. Recimo, imela sem tudi gospo, ki je rekla starejša, pa je rekla, da spije vsak dan deci konjaka. To ni nič kaj posebenega. Pa me kar malo brez besed sem ostala, ne. Potem pa si malo bolj suveren in tudi včasih rečejo, tudi to so nas učila, da tudi če pomolčiš, ni to nič narobe. Ni treba ti dajati nasvetov. Važno je, da ljudje spregovorijo, da oni pridejo do tega, ne, ker mi smo z njimi 15 minut, enkrat na mesec ali pa 3 mesecih potem spet, ne. Toliko ur so pa sami in oni sami morajo biti ozaveščeni, kaj to za njih pomeni in oni morajo sprejeti odločitev, da ne bodo pili, ne. Tudi eno gospod sem imela, tista mi je bila še res ena taka top, bila je v službi taki, da so imeli veliko alkohola, vedno so imeli kakšne
sodelavce, pa na vodilnem mestu je bila in jim pač po službeni dolžnosti, morala nekaj popiti. In je rekla, zdaj grem pa v penzijo, in sem rekla, da bom nehala. In to, da je ona, kljub temu, da je kar precej vsak dan popila, nehala in ni spila alkohola, rekla, veste, tudi ko je vnuk diplomiral, sem popila pol deci šampanjca in nič drugega. Je bilo to, ona je tako vesela prišla k meni to povedati, da je bilo meni toliko všeč, toliko je bilo, mislim, ti sprav res kar nasmejali so me, sem rekla, super gospa, kako sem vesela, pa rekla, a tudi vi, jaz tudi. In to ti da res en tak zagon, da vztrajaš na tej poti, no. Krasno, hvala, gospa Tatjana Lekšan. Čudovito, lepo je slišati pozitivne zgodbe. In želeli smo predstaviti tudi en osebni pogled gospe, žene zdravljenega alkoholika, ki bi mogla biti danes z nami, ampak jih v službi ni mogla dobiti, tako da sva medve včeraj popoldan posnele ta video in pogovor, kako je ona doživljala, kako je to v praksi šlo, ker partnerke ali partnerji so izjemno pomemben vidik, tako da bi vam zdaj predvajala ta posnetek pogovora. Ana, pozdravljena, živjo. Živjo. Vas smo si izbrali, da bi z nami podelili vašo osebno zgodbo oziroma to, kaj ste doživeli. No, pa mogoče samo toliko na kratko. Ste zaposlena, ste dobrih 40 let stari, a ne, imate družino. Kaj še veva o vas? Ja, stara sem 45 let, sem zaposlena že skoraj 25 let kot referent. Imam 2 otroka, stara 23 in 20 let. Moje življenje z alkoholikom, v bistvu s prvim možem, alkoholikom je trajalo 10 let, z njim imam 2 otroka. Nadaljevalo se je po ločitvi s prvim možem, z drugim alkoholikom, ki je pa po 4 letih najine skupne poti začel z abstinenco na mojo pobudo. Rekla sem, da tako več ne gre, kajti ta 4 leta so bila preveč naporna za nas vse, predvsem pa za naju dva. Kakšnega fizičnega nasilja ni izvajal nad mano, je pa bilo to zelo naporno psihično nasilje, ko je prišel zvečer pod vplivom alkohola domov, skoraj vsak dan. Je bilo kar naporno, tako da sem si želela temu reči konec in zaključiti. In ga postavlja pred dejstvo, da neha s pitjem oziroma se gre zdraviti. Pobrskala sem malo po internetu in našla društvo Žare Kupanja in mu rekla, da edina pot za naju dva naprej je to, da se vključi v društvo in preneha piti. A vas lahko vprašam, koliko časa je pa trajalo ta občutek, da niste več, da tako ne bo šlo več naprej? A je to malo časa pretekalo? Ja, zadnje par mesecev, ko se je to stopnjevalo, res vsak dan ta pijača in hodil zvečer, vsak večer domov. Ne, saj čez dan se nisva videla, vsak je bil v svoji službi, on doma, kjer ima delavnico, jaz pa v svoji službi. In ko ste rekli, da je zdaj dovolj, je kar takoj pristal na zdravljenje ali sta imela kakšna pogajanja? Da sem imela en tak kar spor. Njemu se je od tega alkohola kar malo zvrtel, on je kar začel zjati na balkonu nad ljudmi in ga je ena prijavila, anonimni klic na policijo, in čez 2 dni so prišli policaji
ko sem se jaz vrnila zvečer domov z otroci, popoldan, so nas čakali pred vrati. Šli smo na policijsko postajo in smo povedali situacijo, kakršna je, tudi otrokom sem rekla, povejte, kako je, da je to res, da je pač zjav, a ne. In ne vem, udarilo je na njegovo psiho zgleda tudi, no, to, ampak to je to, alkohol, ne. To gotovo, ampak kaj mislite, da je bil pa tisti odločujoč trenutek, da je on pristal na zdravljenje? Ja, Oziroma- zavedal se je, da je potem tudi najine poti konec, ustrašil se je, da ne bo ostal sam. In vidva, ko sta se vključila v društvo Žare Kupanja, sta začela hoditi skupinsko ali to so bili individualni nasvetovanja? Ne, niso bili individualni, on tudi ni rabil zdravniškega zdravljenja. Samo udejstvovanje v klubu Žare Kupanja ga je v bistvu in njegova močna volja, ne, človek z veliko moči in tudi, ko se nekaj zada, tisto on zelo se drži tega, ne, je discipliniran, tako da to so pač te lastnosti, ki jih je imel, da je lahko, da mu je ratalo, ne, stopiti na drugačno pot. Pa verjetno je bila med vama dosti močna ljubezen, da ste vi vztrajali z njim, on pa da je pač... Vsekakor. Tem ni dvoma, ja. Tem ni dvoma. To je bila tudi ta rešilna bilka. Pač stvar, zaradi katere se je potrudil, ne. Da ostaneva skupaj. Sva v krasni skupini, spoznala sva res veliko krasnih ljudi, ki smo ostali zelo povezani že zdaj od 2014 pa do 2021, to se pravi 6. leto, 6. obletnica praznovali v začetku januarja. Tako da res nas držijo ene močne vezi v skupini. Smo si različni, ampak dajemo si spodbude, moči, res smo krasna skupina, tako da to je res nekaj velikega, no, to društvo. Nama zelo veliko pomeni, da smo skupaj, no, in tudi povezani smo zelo. A mislite, da bi vama uspelo, če bi mogla sama iti po tej poti procesa zdravljenja, pa te rehabilitacije, pa vzpostavljanja novega odnosa, vse, kar pač prinese? Težje, vsekakor težje bi nam uspelo, ne. A mislite, da je prva izkušnja oziroma izkušnja s prvim partnerjem, ki je bil pač tudi alkoholik, prispevala k temu, da ste potem v drugi vezi bolj hitro reagirali, hitro prepoznali te vzorce in si nekako vedeli, kam to pelje? Ja. Ne, midva sva odprla recimo eno flašo vina po kosilu. Jaz sem spila 1 deci, mi je čisto pasalo, on je spil vse ostalo, ne. In videla sem potem, kje je on, ne. To so bili ti znaki najprej in ke me je začelo skrbeti. Ja. Kaj pa to, no, zdaj, če se vam zdi mogoče preveč provokativno vprašanje, pa tudi ne rabite odgovoriti. A mislite, da je naključje, da ste vi imeli 2 take izkušnje, da ste 2-krat izbrali partnerja, ki je... Ne, o tem sem tudi že brala in tudi to mi je jasno, da to tako je, ne, ne vem, zakaj pa to tako je, da z enega problema v drug problem, ne, ali pa ženske, ki so bile mogoče tepene kot otroci, se pustijo potem tepsti kot starejše ženske, ne. Ne, to so ti začarani krogi, ne vem, dokler človek sam pri sebi ne spozna oziroma ne razvozla, ne rešuje problema, se mu še en nov tak problem isti
pojavi v življenju, ne. Verjetno je to, ne. Dokler se ne soočiš v resnici z njim, ne. A bi lahko rekli, da je tudi za vas bila ta izkušnja vključitve v Društvo Žarek upanja tudi za vas v kakšni meri dobra? Ja. Jaz sem zelo tak socialen tip, jaz sem hotela tudi iti na študij sociale ali pa prava ali pa kaj tako, delo z ljudmi, no, saj to ga imam, ta poklic imam. To službo, ki jo imam, tudi rada opravljam, ampak rada imam ljudi, rada imam delo z ljudmi in rada pomagam ljudem, no. Tako da mislim, da je to, no. Ja, mislim, da tudi s tem danes, ko ste povedali svojo zgodbo, da boste tudi marsikomu lahko pomagali. Tako da, Ana, srčna hvala za to, da ste bili pripravljeni spregovoriti. Hvala tudi vam za povabilo. No, takole smo slišali, kako je pa v življenju iz prve roke. Zdaj pa imamo tukaj še nekaj strokovnjakov, še nekaj organizacij, ki so zelo aktivni. Tudi Društvo Žarek upanja, ki smo zdajle že nekaj slišali, je čudovita iztočnica, tako da bi Natašo Sorko povabila k besedi. Nataša, vem, ti boš tudi dolga, a ne? Ne bom, se bom potrudila. Andreja, najlepša hvala za besedo. In seveda smo veseli, da smo lahko del te akcije 40 dni brez alkohola že pač kar nekaj let. In jaz se bom zelo potrudila, da se bom držala teh 2 minut oziroma minute pa pol in bom v bistvu zelo hitro govorila. Skratka, kot je bilo nekako že povedano, mi smo nevladna humanitarna organizacija in predvsem izvajamo programe celostne psihosocialne pomoči za osebe, ki imajo težave z pitjem alkohola in za njihove pač bližnje osebe. Delamo individualno svetovanja, pogovore, razbremenilne, motivacijske, tudi terapije. Glede na to, da sem jaz sama tudi družinska terapevtka, delamo seveda tudi v skupini vsakodnevno, se ukvarjamo z zagovorništvom in delo s skupnostjo. In v bistvu ta naš program delo z odraslimi poteka že 20 let. Letos praznujemo v tem času nehvaležno 20-letnico in bi si želeli drugače, ampak žal ne gre zaradi epidemije. Veliko pozornost pa namenjamo tudi otrokom iz teh družin in predvsem želimo krepiti psihološko odpornost, vire moči pri otrocih, jim dajati možnost pridobivanja pozitivnih izkušenj v takem nekem drugem okolju. V preteklih letih smo izvedli tudi nekaj raziskav, ki smo jih tudi v tej akciji že tudi predstavljali. Sicer lahko najdete podatke tudi na naših spletni strani žarekupanja.net in smo ugotavljali odnos do alkohola pri osnovnošolcih, srednješolcih in tudi pri odraslih. Trenutno seveda tudi nekako v ozadju poteka ena pomembna raziskava o tem, o virih moči, o dejavnikih tveganja, dejavnikih zaščite pri teh otrocih, ampak o tem kdaj drugič. Ampak mi vedno raziskave delamo z namenom, da ugotovimo potrebe naših potencialnih oseb, ki bojo potrebovale našo pomoč, da lahko tudi seveda potem pač prilagajamo to naše delo. Smo pa veseli, v bistvu zadovoljni, v bistvu naš uspeh merimo ravno s takšnimi zgodbami, kot je bila zdaj slišana malo prej, in da se ljudje uspejo izviti iz objema alkohola, da se v bistvu nekako razkrije ta pomembna družinska skrivnost, ki je
jo tudi Ana mogoče malo opisala s to steklenico vina in da potem ljudje pridobijo moč za odločitve, pozitivne premike v življenju in potem z malimi koraki spreminjajo svoje življenje. Mi to spremljamo in to je tisto, kar v bistvu tudi najbolj motivira nas, da lahko delamo naprej, delamo iz sebe, s srcem in tako bo tudi naprej. Hvala. Krasno. Ja. Jasno, Nataša, to je bilo zelo hitro. Naslednja je Mateja Debeljak iz društva UP. Pozdravljena, Mateja. Aha, je že tle, ne rabam jaz nič. Lep pozdrav iz moje strani. Mi smo prvič v tej akciji in smo zelo veseli, da ste nas povabili zraven, ker se mi zdi, da vsi, ki delamo na področju odvisnosti njihovega preprečevanja, da delamo za en skupen namen, in to je dvig kakovosti življenja ljudi. Tako da seveda tole je naš drevešček, en tak pozitiven, tudi naše ime je zelo pozitivno, mi skozi upamo, mi skupaj verjamemo z našimi strankami, čeprav so naše stranke večino odvisne od prepovedanih drog, se pa seveda srečujemo tudi odvisnostjo z alkoholom, ker sta te dve odvisnosti med seboj povezani, pa še kakšna pride zraven. Tako da mi se veliko pogovarjamo tudi v zvezi z alkoholom, delamo na tem, da ljudje, ki poleg droge uživajo tudi alkohol, da tudi to prenehajo. Da trgu smo že 28 let, začeli smo se, ustanovilo je naše društvo v bistvu svojci odvisnikov, tako da mi delujemo z vsem, delujemo tako z odvisniki, njihovi partnerji, povabimo čim širšo mrežo ljudi, tako da zajamemo kakorkoli gre, smo pa različni strokovnjaki, 5 strokovnjakov nas je, vsi imamo dodatna znanja iz terapij, iz različnih področij terapij, tako da se zelo prilagajamo posamezniku. Lahko imamo svetovanja, lahko imamo informiranja, lahko imamo terapije. Tako da res smo butični in smo zelo prilagojeni posamezniku. Tukaj imate tudi ene par oglasov, ki smo jih imeli v preteklosti. Trudimo se, da gremo tudi v širši prostor, da opozarjamo o teh stvarih, ker je pa še zmeraj lažje reči, da si odvisen od alkohola, kakor pa, da si pa odvisen od kokaina ali pa mogoče od trave. Na začetku, ko si mlad, je to še modern, pa je pa naprimer ženska stara 45-50 let, pa reče tukaj, a veste, koliko je meni neroden. Meni je tako neroden, da sem toliko stara pa odvisna od trave. Tako da še zmeraj je lažje reči, sem odvisen od alkohola, kakor pa sem odvisen od ene prepovedane substance. Moram pohteti, tako da zdaj slikce, ker se pa trudimo za to, da pri nam dobijo to, kar odvisnikom primanjkuje. In odvisnikom primanjkuje ena ta toplina, pristnost. Se tudi, če imaš ti zelo rad svojega partnerja, pa če on pije, ga imaš potem že nek tukaj gor. Mi pa poskušamo ustvariti eno tako okolje, kjer se bo zdaj ta posameznik svojo družino pa svojimi bližnjimi povezal, da se bo počutil pripadnega. In mi nismo samo v prostorih, ampak če nam le omogočajo vse te ukrepe, ki veljajo v državi, gremo ven, gremo v naravo. Se vemo, odnosi zdravijo, narava zdravi. Tako da mi se zelo trudimo in smo veseli, da naš trud obrodi rezultate, da so ljudje zadovoljni, da nas priporočajo naprej, da potem pridejo njihovi znanci, njihovi kolegi, ki imajo podobne probleme, se veste, isti ptiči skupaj letajo. Tako da to nam je en tak pokazatelj, da pa delamo dobro. In tako, kot je rekla moja predhodnica, tudi mi delamo s srcem in verjamem, da vsi, ki delamo na tem področju, moramo delati srce, ker drugače ne bi bilo rezultatov. Smo za sodelovanje, tako da kdo je pripravljen sodelovati z nami, dobrodošli, kontaktirajte nas, se bomo odzvali. Hvala. Hvala vsem za prispevke, sem zelo uživala v poslušanju in verjamem, da tudi do konca. Hvala, Mateja. Zelo lepo, to nas veseli, ker res verjamemo, da mreža organizacij, to, da se poznamo, da se znamo povezati, je tisto, kar spreminja svet v lepši. Magister Darja Korva, sekretarka iz Skupnosti centrov za socialno delo, je naša naslednja sogovornica. Darja, kako centri za socialno delo lahko
pomagajo, kako lahko nudite pomoč in svojcem in tistim, ki imajo težave z alkoholom. Najlepša hvala za povabilo. Tudi mi letos prvič sodelujemo v tej akciji. Prvič smo bili povabljeni zraven, očitno prepoznani, da je potrebno povezovanje na ravni inštitucij in seveda nevladnih organizacij. Zdaj, sama obravnava alkoholizma in prekomernega pitja je na centrih stara zadeva. Razvijali smo jo v 80-ih letih, potem pa smo to pravo socialno delo, ker to je dejansko pravo socialno delo z družino, umaknili nekako. Kljub temu, da imamo še nekaj klubov, ki jih vodimo, je bilo to včasih klubi, ki so delali praktično pri vsakem centru za socialno delo. Kot veste, so se centri v lanskem letu reorganizirali, zdaj že 2 leti, jaz vsako leto rečem lansko leto. Imamo 16 centrov, na katerih smo združili neke določene koordinatorje, se pravi strokovne delavce, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, z različnimi zadevami in imamo 63 enot. V teh 63 enotah povsod, ampak res povsod, razmišljamo o reševanju alkoholizma preko prve storitve, prva socialna pomoč, osebna pomoč in pa transferji. Zelo dobro se vidi v teh razgovorih, ki jih imamo, kaj pomeni, če nekdo, lahko tudi oba, v družini pijeta. Zdaj, kar nekaj vprašanj je bilo tudi glede na nasilje v družini. Mi v prejšnjem letu, se pravi letu 2020, tudi COVID letu, res zaznavamo mi in policija, bistveno povečanje nasilja v družini. Jaz osebno sem prepričana, da je delež alkoholizma tukaj velik, tudi glede na to, kako je Tadeja predstavljal v Sopi, koliko ljudi več pije, in tu imamo resen problem. Tu rabimo veliko več programov, ki bodo v pomoč družini. Tako da mi se sicer vključujemo tudi v Sopo in v druge programe, ampak tukaj bomo morali skupaj z nevladnimi organizacijami razviti prav ne samo zdravljenjem odvisnosti, ampak programe pomoči družini za zdravo življenje. Se mi zdi, da tega na našem celotnem območju, zdaj ponekod je, ponekod ni, mreža ni enakomerno razvita, ampak tukaj bomo rabili pomoč tudi centri za socialno delo nevladnih organizacij, da boste priskočile z novimi programi, ker v družinah so stiske izjemno velike. Hvala, Darja. Zdaj pa k besedi vabim že kar Kajo Kobal, projektno vodjo iz Zavoda Varna pot. Ja, lep pozdrav še iz moje strani. Torej, tisti, ki nas še ne poznate, Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena skoraj 14 let nazaj in sicer ravno iz zgodbe, kjer je alkoholiziran voznik povozil 12-letno deklico na šolski poti, na poti domov. Kot je mogoče razbrati statističnih podatkov, je na žalost alkohol kar stalnica v prometu na slovenskih cestah. Še posebej zaskrbljujoč je podatek, ki smo ga danes že slišali, in sicer podatek AVP-ja, da je delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč v letu 2020 znašal kar 37%, kar je 6% več kot v letu 2019. Zato smo se v povabilu Slovenske Karitas k pridružitvi akciji 40 dni brez alkohola z veseljem odzvali že pred dobrim desetletjem in z veseljem vsako leto sodelujemo. Naše aktivnosti, torej 3-letni program Varna mobilnost brez alkohola in prepovedanih substanc in projekt Čista nula, čista vest, sta podprta in so financirana med drugim s strani Ministrstva za zdravje. Delujemo pa skozi različne aktivnosti, kakor jih vidite na predstavitvi. Torej recimo projekt Čista nula, čista vest na raznih prireditvah,
kjer so prisotni mladi, kjer v bistvu nagovarjamo mlade k udeležbi v prometu z čisto nulo, torej 0,0, kjer nagovarjamo v bistvu po novem od lanskega leta ne le voznike, ampak tudi pešce, kolesarje, voznike skirojev, torej vse aktivne udeležence v prometu. V delavnicah govorimo ogromno o preventivi v alkoholu in kako alkohol vpliva na naše sposobnosti v prometu, spet v vseh oblikah aktivnih udeležencev, skozi medijske kampanje, zdaj, ki je bilo malo manj prireditev, potem v obliki zagovorništva, to so bolj te preventive, potem pa imamo še program Skupaj iz stiske, ki je pa program, kjer nudimo psihosocialno pomoč žrtvam prometnih nesreč, kamor sodijo tudi prometne nesreče, kjer je bil prisoten alkohol. Pa če lahko še zadnji. Tako, torej nekaj utrinkov iz recimo akcije Čista nula, čista vest, tudi kampanja, ki smo jo imeli v preteklo poletje, kjer smo pa v bistvu sodelovali z našimi ambasadorji, torej žrtvami prometnih nesreč, ki so bili sami udeleženi v prometni nesreči ali so nekoga izgubili, nekatere so bile prometne nesreče tudi pod vplivom alkohola. Torej, vedno nekako izhajamo iz naših izkušenj, da to je recimo ena naša, bom temu rekla, prednost. Hvala, Kaja. Teja Kumar, kaj pa se pri vas dogaja? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani, v imenu Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije. Tudi mi že več let podpiramo to akcijo, sodelujemo v njej in bomo z veseljem sodelovali tudi v prihodnosti. Zdaj, kot že samo naše ime pove, združujemo klube, društva zdravljenih alkoholikov Slovenije, trenutno jih je vključenih 13 društev. Program rehabilitacije se izvaja pa po 31 skupinah. Zdaj, rehabilitacija gre bolj za strokovno delo, za skupinsko delo, medtem ko pa program svetovalnica deluje pa šele od leta 2015 in ta program je bil res nujno potreben in se je zelo dobro obnesel. Program svetovalnica pa je individualna pomoč, individualni razgovori z posamezniki, svojci, ki imajo težave s prekomerno rabo alkohola. Deluje pa v različnih krajih, trenutno smo zelo dobro pokrili Goriško, vsakodnevno namreč program deluje pač v teh krajih, ki jih vidimo tudi tukaj. In res si želimo, da bi nam enkrat uspelo pač ga razširiti še na druge kraje, vsaj v tiste, kjer delujejo tudi klubi zdravljenih alkoholikov. Poleg tega pa izvajamo tudi različne preventivne dejavnosti, in sicer največ šolske preventivne programe v osnovnih šolah in srednjih šolah, kjer vključujemo učence in starše, družinske preventivne programe, zdaj v zadnjem času pa v vse večji meri tudi preventivo v delovnih organizacijah in preventivo v lokalnih skupnostih. Zdaj, kakor so že organizacije pred mano povedala in verjetno bodo tudi za mano, je tudi naš cilj, da ozaveščamo ljudi o zdravem načinu življenja, jih pri tem spodbujamo, podpiramo in pomagamo tistim, ki jim to še ni uspelo. Hvala. Hvala, Teja. Davorina Petrinja Pirnat, ste že pripravljeni? No, pa bomo preskočili, pa bomo rekli, če je Tjaša Pogorevčnik, sodelavka društva Žarek upanja, ki tukaj danes bo predstavila en relativno nov program skupnosti Most. Ja, a se slišimo? Slišimo. Ok, ja, no, kot me je že napovedala kolegica Andreja, prihajam iz društva Žarek upanja in predstavila vam bom skupnosti Most. Most pomeni močni, odločni, skupaj smo trdni in je nastal z namenom vzpostavljanja posebnih stanovanjskih skupnosti, v katerih nudimo psihosocialno pomoč, spremljamo gospodinjstva zdravljenih alkoholikov in drugih odvisnikov.
ki so v bistvu v procesu reintegracije in potrebujejo kontinuirano in dolgoročno podporo strokovnjakov in pa laičnih delavcev. Posameznikom, ki so vključeni v skupnost, potem nudimo pomoč pri vzdrževanju treznosti, podporo pri iskanju zaposlitve, pomoč pri vzpostavljanju na novo stikov z družino in svojimi drugimi bližnjimi, potem še pri vsakdanjih opravilih, načinu sobivanja in pri aktivnem vključevanju v družbo. Projekt pa sestavljamo 4 konzorcijski partnerji, in sicer društvo, zavod oziroma zavod Karitas Samarjan, ki zastopa obalno-kraško in pa goriško regijo, ter sprejema osebe, ki imajo težave s pitjem alkohola in so zaključili osnovni program. Potem zavod Pelikan Karitas, ki obsega Primorsko-Notranjsko in Posavsko regijo. Trenutno pa je še v postopku širjenja na jugovzhodni del Slovenije, nanje pa se lahko obrnejo posamezniki, ki so bili odvisni od drog. Društvo Žarek upanja pa zastopa osrednjo in pa zasavsko regijo in se prav tako ukvarja in sprejemamo posameznike, ki so imeli težave s pitjem alkohola. Slovenska Karitas pa ima v programu vlogo koordinatorja in je zadolžena za administrativno podporo ter pripravo raznorazne dokumentacije, načrtovanje, organizacije in tako dalje. Še na primer par ključnih aktivnosti našega programa, in sicer ustanovitev stanovanjskih skupnosti po različnih krajih v Sloveniji. Trenutno smo v okviru projekta ustanovili že kar 5 skupnosti in smo še v oblikovanju 3 novih skupnosti. Zaposlenim na projektu pa zagotavljamo redno intervizijo in supervizijo s ciljem opolnomočenja zaposlenih izvajalcev na programu. Nudimo jim tudi raznorazna predavanja, potem izpopolnjevanje na delovnem mestu. Potem imamo pa še individualno in skupinsko svetovanje za posameznike in za njihove svojce, za vztrajanje v življenju brez zasvojenosti, potem karierno svetovanje, urejanje družinskih odnosov. Skupnost pa se prav tako povezuje oziroma vzpostavlja mrežo in sodelovanje z CSD-ji in z drugimi ustanovami. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.skupnosti-most.si ali na naši Facebook in Instagram strani Skupnosti Most. Aktivnost pa je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 za obdobje 1.11.2019 do 31.1.2022. Hvala, to pa je z moje strani vse. Hvala, Tjaša. Pa bi zdaj probali s Davorino in programom Vrtnica. Bo šlo? Mislim, da bo. Se slišimo? Živjo, pozdravljeni. Lep pozdrav vsem navzočim. Prihajam iz zavoda Karitas Samarjan s programom Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom. Naš program deluje v taki obliki kot danes 15 let, sicer začetki segajo v leto 2003. Smo javni socialno-varstveni program, visokopražni, nastanitveni. Danes smo zaposlene 4 strokovne delavke, pa 3 laični delavci z izkušnjo. Naš program je namenjen, kot je že v imenu povedano, socialni rehabilitaciji oseb zasvojenih z alkoholom z namenom ureditve lastnega življenja, opolnomočenje in vztrajanje v abstinenci ter ponovno vključitev v okolje. Zakaj tako? Zato, ker v naš program se vključujejo uporabniki, ki so se največkrat že večkrat poskušali zdraviti, tako bolnišnično ali v drugih oblikah, pa jim žal ni uspelo obzdržati treznosti. Tako da je zato tudi kot bivalni terapevtski program. Poudarek dajemo krepitvi moči uporabnika in pomoči pri reševanju psihosocialnih stisk. Na sliki lahko vidite okolico naše terapevtske skupnosti. Drugače
je pa program strukturiran v smislu tega, da dajemo poudarek hišnemu redu, pravilnikom, kot vsebina pa tako na delovnih aktivnostih, kjer imamo 8 ur delovnih aktivnosti vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, pa tudi aktivnosti za osebno rast, s ciljem spreminjanja življenjskega sloga, doseganje uvida v lastne težave, vire moči in možnost rešitev težav. To nekako skušamo doseči s strokovnimi, vodenimi individualnimi razgovori, izdelavo individualnega načrta, skupinskim delom, tukaj spet imamo samo pomočne skupine in strokovno vodene skupine z biblioterapijo in tako naprej. Velikokrat opravljamo tudi zagovorništvo, komu je program namenjen, sem sicer že omenila, se pravi, predvsem tistim, ki so že poskušali, pa ne uspejo vzdržati treznosti, kar pa še ne pomeni, da se nekdo kot prvo rehabilitacijo ne bi vključil k nam. Kaj še lahko rečem? Več o našem programu dobite tudi pri nas na internetni strani www.zavodsamarijan.si. Drugače pa pogoji za vključitev, zaenkrat sprejemamo samo moške, imamo tudi veliko klicev za ženske, ampak zaenkrat je tako. Pogoj je nekje zavedanje in priznanje kandidata, da ima težave, da se prostovoljno odloči in da pač po seznanitvi vsemi pravili, da se s njimi strinja in je pripravljen jih spoštovati in pač delati po programu. Potem za vstop želimo, da se pošlje prošnja z življenjepisom, lahko pa tudi najprej opravimo individualni razgovor in ogled skupnosti in potem poda prošnjo ali pa pač kontra, najprej prošnja pa potem povabimo na razgovor in ogled. Toliko na hitro. Še nekaj slik je na koncu PowerPointa, mogoče tako, da se vidi iz našega življenja. To je naša skupnost od zunaj. Nekaj utrinkov iz delovnih aktivnosti, vrt, njiva, imamo veliko domačih živali, konje, osla, koze, tako da je tudi namen zaposlitve uporabnikov. In potem še nekaj utrinkov iz različnih ali izletov, druženj in tako naprej. Hvala. Hvala, Davorina. Petra Taler iz društva Abstinent. Ja, pozdravljeni. Boste vi predstavljali? Ja, žal ni uspel priti naš predsednik, naj bi on predstavil društvo. Tako da hvala za besedo. Društvo za urejeno življenje Abstinent v bistvu izhaja, tako kot je že gospa Korva povedala, iz kluba zdravljenih alkoholikov, ki je deloval v okviru Centra za socialno delo Vič Rudnik. Tako da nekako lahko rečemo, da imamo več kot 30-letno izkušnjo delovanja. Smo društvo s statusom humanitarne organizacije, organizacije v javnem interesu. Združujemo 7 društev iz različnih krajev po Sloveniji v svetovalnici za osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo njihove svojce, in pa v skupinah za urejanje. To nekako je tudi en program, ki bi ga najbolj izpostavila, kaj tudi v teh časih epidemije, tudi en izmed najbolj pomembnih, deluje ves čas, nismo prekinili z ponujanjem te storitve individualnega svetovanja in tudi skupine so potekale ves čas nadaljavo. Vsi naši programi seveda so namenjeni reševanju težav povezanih s tveganim in škodljivim pitjem alkohola oziroma sindromom odvisnosti od alkohola. Namenjeno so tistim, ki prekomerno pijejo, in svojcem. Imamo tudi program za otroke, ki odraščajo v alkoholičnih družinah, ki je namenjen razbremenitvi, imajo možnost izraziti svoje strahove, skrbi in pa tudi neke vrste preventiva, da se zavedajo kot otroci alkoholikov, kakšno breme nosijo in da jih naučimo v bistvu zdravega odnosa do alkohola in pa tudi drugih substanc. Zelo pomemben, se opravičujem, program je skupaj za zmanjšanje škodljivega pitja alkohola in skrb za urejanje družin, ki je
podobno kot SOPA, kjer tudi strokovni delavci društva sodelujemo, namenjen mreženju strokovnih služb, mreženju vseh, ki vstopajo v kontakt z uporabniki, pacienti, da jih pač naslavljajo na področju že tveganega pitja oziroma kjer je prepoznan sindrom odvisnosti. Zdaj v akciji 40 dni brez alkohola mi tudi že nekaj let sodelujemo. Moram reči, da vidimo dodano vrednost povezovanja večjega števila organizacij pri tej akciji in pri drugih projektih. Tako da hvala, da nas vsako leto povabite in smo lahko del te akcije, ki je v Sloveniji zelo odmevna. Bi pa mogoče še tudi poudarila, da nekako od vseh stvari, ki jih naše društvo izvaja, seveda delamo tudi na preventivi, vse skozi pa želimo nekako v javnost podati informacijo, da ni nikoli prepozno za reševanje težav z alkoholom, da se vedno da rešiti, samo ta prvi korak letošnjega gesla akcije Krasno, to prvo potezo mora človek narediti, bodisi svoj, bodisi tisti, ki sam prekomerno pije in potem stvari stečejo. Toliko z naše strani. Hvala lepa, Petra. Tukaj med udeleženci, poslušalci, obiskovalci danes, ko smo skupaj, je še kar nekaj predstavnikov drugih organizacij, ki so se danes kot poslušalci pridružili, ampak verjamem, da bi imeli marsikaj zanimivega še tudi oni imeli za povedati. Me zanima, kdo bo zdaj prevzel štafeto, da bi imeli mi kar redna srečanja, tako enkrat na mesec bi nekdo organiziral, pa se malo selimo, boste naslednjič vi gostitelji. Ker je toliko velike informacij, ki jih imamo za podeliti, tudi veliko dobrih novic, ne samo zaskrbljujočih. Zdaj, predstavitve so končane, časa imamo še nekaj za kakšen komentar, za kakšno vprašanje. Nekaj je že vmes prišlo v chat, ampak bi najprej vam tukaj dala možnost, če bi kdo še želel kaj povedati. Kako se vam je zdelo današnje srečanje? Lep pozdrav, Boštjan iz Slovenske Karitas. Meni se zdi ta ideja, da bi se večkrat tudi še v nadaljevanje, pač te ustanove, ki se srečujemo s to problematiko, lahko dobili, ker se mi zdi ful dobro, da pač imamo eno tako izkušnjo, veš, se pravi, neke dobre prakse, ki so, da ne odkrivamo tople vode, ker si lahko s tem zelo pomagamo, poleg tega samo skupnostni pristop pri tem problemu lahko učinkovit. Tako da pozdravljam to idejo in upam, da se bo kaj razvila. Hvala za komentar. Po tem dogodku bomo mi pripravili neko reportažo, kjer bomo zbrali vse, kaj se je dogajalo v času trajanja akcije 40 dni brez alkohola, tudi malo predstavili, kako ste vi kot organizacije, kot posamezniki na voljo za pomoč ljudem. To bi poslali konec tedna novinarjem, tako da če kdo želi, naj nam še po mailu sporoči, če je še kaj posebej, kar bi vi želeli izpostaviti, sicer se bomo na vaše današnje predstavitve osredotočili. Hvala lepa vsem govornikom. Ostajamo na vezi, ostajamo na kontaktih, iz kjer ste dobili povabila tudi na današnji dogodek. Tudi en kontaktni naslov je info@brezalkohola.si, spletna stran brezalkohola.si, kjer bomo skrbeli, da bomo še naprej objavljali tovrstne vsebine. Sledili pa spremljali se bomo tudi na družbenih omrežjih, gledamo, poskušamo
opaziti, kaj tudi se dogaja, kaj počnete, tako da tudi to mi delimo naprej. Hvala lepa vsem za udeležbo, zdaj bi pa mogoče samo za neko sklepno misel prosila Petra Tomažiča oziroma mu še predala besedo ob koncu. Ni vedel, da bo še mogel kaj na koncu povedati. Hvala, Peter. Se mi zdi pomemben to, kar smo tudi danes videli, da tega problema ne skrivamo. Ali kot družina, ali kot posameznik, ali kot ustanova. Tudi v projektu SOPA in v naših aktivnostih smo videli, da alkohol lahko vsakega ujame. Intelektualca, delavca in tako naprej. Skratka, povsod je približno enak delež težav z alkoholom in tako razpredena je ta problematika in tako pač tabuizirana in stigmatizirana, da res rabimo leta in leta, da damo ljudem glas. Vsem žrtvam prometnih nesreč, alkoholikom, svojo izkušnjo in seveda tudi svojcem. In stroka je pa tukaj tista vstopna točka, kjer lahko ljudje izrazijo vsaj kanček tega dvoma o svojem početju in seveda za ta kanček je treba na vseh koncih prijeti in mogoče to iskrico malo razpihati, tako da človek začne razmišljati in na koncu tudi pride do prave poteze. No, potem smo pa na potezi mi. Da nekako z nekim zaupanjem tega človeka lahko usmerimo naprej, da on lahko shodi ven iz te težave ali pa družina. Tako da skupaj smo v teh težavah, pa skupaj smo tudi v reševanju. Jaz si želim seveda, da bomo še naprej lepo sodelovali tudi z javnimi institucijami, da bodo tudi na lokalni ravni nastale povezave med zdravnikom, med socialnim delavcem na centru in pa tudi med nevladno organizacijo, tudi neformalne, tudi pri temu, da nas ovira varstvo podatkov in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da v nekem lokalnem okolju lahko poskrbimo za človeka ali pa družino, pri katerem zaznamo, da je problem, in jih lahko spodbudimo in jim pomagamo. Tako da tudi jaz pozdravljam to pobudo, da se srečujemo, ne samo v okviru te akcije, tudi drugod je že marsikaj potekalo, zagotovo pa, če se bolje poznamo, tudi lažje pomagamo. Predlagam, da tudi tam, kjer že je opcija, da nekako pokažemo tudi zemljevid, ki je lokalno, da so stvari dostopne. Mislim, da nekje je bilo že v okviru MOSE in SOPA narejenega na tem področju, tako da lahko tudi v svojem okolju zaznamo, kje se da dobiti pomoč in človeka usmerimo. In pa še nekaj zelo pomembno je to usposabljanje. To, kar je SOPA naredila za usposabljanje, tudi minimalno usposabljanje nekega pristopa k človeku je res toliko pomembno in toliko nujno, ker tega ne znamo. Tukaj sem tudi videl vprašanje, kako na delovnem mestu nekomu prideti naproti. Odgovor je sicer zelo enostaven, samo po dveh poteh. Poteh, ki ga je predstavila sestra iz zdravstvenega doma, to se pravi tako obzirno, previdno, pa vendar jasno, ali pa ultimat šefa ali pa vodja, da pač je izbira samo ena, ali delo ali pa alkohol. Ampak kako pa to narediti prav in na pravi način, je pa mogoče treba slišati vsaj par ur, bi rekel, nekih predavanj in znanja, tako da lahko to res učinkovito naredimo. Pa še ena misel, pa zaključim. Že ena majhna kajlica v razmišljanju človeka lahko na široko odpre vrata. In SOPA in to, kar ste delali zdravniki in tudi v centrih in to, kar to delajo sodelavci v nevladnih organizacijah, en majhen pogovor, ena majhna spodbuda lahko pri človeku nekaj odpre. In moramo se zavedati, in se mi zdi prav, da to učinkuje, da ni treba veliko, ampak včasih zelo malo. Hvala, da ste bili tukaj in da smo vsaj nekaj lepega podelili med sabo.